Ja, dobro jutro, 2 minutki sta čez 8:30 in z mano v studiu Radia Fantasy je že najbolj nora tekačica in to po štengah. Judita Anzelc, dobro jutro. Dobro jutro. Ja, tak nežen glasek, ampak gajsna baba, vam povem. Judita, od kje si ti parlaufala zdaj? Zdaj sem parlavala iz Spodnjega Štuka, kjer delam. Ja. V bistvu, tako da, to je to, drugače pa od doma od Polzele sem iz Polzele. Tako da, Ampak nisi bila zdaj sam na Polzeli, jaz sem čula, da si bila v Švici. res je. Včeraj sem prišla 9:30 domov iz Švice, a v soboto sem imela pa neko zelo pomembno tekmo za mene in nasploh, po moje, tudi za Slovenijo. No, sej to, ker namreč bila si prva predstavnica ženskega spola Slovenije, ki je prelaufala 11.000, koliko štenk? 11.764 stopnic. Zakaj bi se človek odločil, da gre laufat po štengih? V bistvu je odgovor tudi norci na štengah. No. To sem prvič se srečala s tem tekmovanjem. In takrat sem ugotovila, da v bistvu sem malo nora in da mi je to ful všeč. Poravne mi ni, po stopnicah pa ja. Okay, zdaj to si bila v Švici, kje točno? V Švici je Onizenu v bistvu. Tako da to je en hrib. Piramida ji rečejo ponavadi? Tako. In je v bistvu visoka 2462 metrov, samih stopnic je pa v bistvu 2300 metrov in to so same stopnice, bile so pa postavljene tja zaradi gondole, v bistvu za ohranjanje te gondole, ki vozi gor na to goro. Okay, ampak da ti prideš do teh stopnic je pot malo zakomplicirana, ker ni to, da si kar tek, da pač ker greš tja, pa ker greš laufat, ne? Res je, ja. V bistvu moraš plačati, pa še moraš biti izbran. Čakaj malo. Moraš plačati, pa Tako. še zbrati te morajo. Tako. Ampak najprej plačaš, pol te pa zberejo. Ne, v bistvu je drugače. Najprej te zberejo, pa pač plačaš. Ja, v bistvu. Ampak to pomeni kaj, da moraš najprej oddati prijavo in Tako. na podlagi česa potem to zbirajo? Tako, v bistvu je februarja se odprejo prijave in odprte so en teden, ponavadi se zaprejo v enem dnevu. Tako da to je Einzellauf, se pravi za posamezne tekmovalce. In v bistvu moraš se zelo hitro prijaviti, da prideš sploh zraven. Jaz sem se nekaj čez polnoč, takoj ko so se prijave odprle. Tako da potem, ko pa oddaš prijavo, greš pa v Boben, tam je pa pol loterija, ki te pol izžrebajo. Aha, ni pomembno, kakšni dosežki odprej. Je tudi to. moraš napisati, koliko si prelaufal, pač ne vem, najmanj 21 kilometrov, se pravi maratona. Zdaj pa njih je malo drugače, oni imajo že neke dogodke, mi iz drugih držav smo mogli dati pa neko primerjavo, da so lahko tudi pregledali, če si res pretekel ta tek. Jaz sem dala na primer ljubljanski maraton, seveda 21 kilometrov, tako da v bistvu to je to. Mogo si nek rezultat dati, da si fit, da si sposoben. No. Da si Ja. tukaj šuši, že pogrne, ta prvi stvari. Ja, Judita, ostani seveda še malo z mano. Tudi vi, dragi poslušalci, dejte ostati z nama, ker izvedeli boste še marsikatero prigodo, ki se je zgodila na poti v Švico. Pa smo nazaj v studiu Radia Fantasy, kjer nisem več sama, z mano je Judita Anzelc. Dobro jutro. Dobro jutro. Tak nežen glasek, ampak gajsna baba, sem povedala. Kajti, Judita, ti si zdaj odlaufala več kot 11.000 stopnic. Ja. Koliko je 11.000? 764 stopnic. V višini 2000 metrov. Tako. In to na gori oziroma piramidi v Švici, ki se ji reče Nizen. Ja. Se pravi, ni Nisan, Ne, se Nizen. pa podobno napiše. Nizen. In do tja je pot kar trnata. Res je, ja. Najprej si rekla, da se moraš prijaviti, pol če te žrebajo, ne, da sploh v bistvu Loterija, prideš ja. zraven. Ja. Pol moraš pa še plačati. A si imela kakega sponzorja? Ne, žal nisem imela nobenega sponzorja, ampak ja, pač mogoče pa v prihodnje. Zdaj. No, glede na to, da si bila tam prva predstavnica, ženska predstavnica Slovenije, ker enega moškega smo že imeli. Tako, Silvo Gombac, ja. On je že pretekel te stopnice. On je že pretekel te stopnice. To imam jaz po mojih zapisih, tako da to je to. Super. Zdaj,
po teh stopnicah, ko si prišla gor, zdaj vidim, da na roki še nimaš prstana. Ne? Vem pa, da te je tvoj pelal, a te je vsaj na vrhu štenk pričakal. Seveda, ne, ni me pričakal. Ti pričakal škatlico. Ne, ampak me pričakuje zelo lepo, tako da tudi slovensko zastavo smo lahko dvignili, ki je tudi ena zanimiva zgodba. Ja, kaj pa je bilo slovensko zastavo? Ja, v bistvu smo jo pozabila doma in pa smo pogooglali, da v bistvu se da dobiti na petrolovih pumpah zastave in niti ene ni bilo in pridemo v Sežano in se spomnim, mogoče bo pa pošta je odprta, ne? Pa gremo na pošto. Jaz prvo pokličem, zelo prijazna poslovodkinja mi je rekla tako, ja, eno imamo in smo kupila, tako da smo imela pa zastavo gor na vrhu. Mi je bilo zelo pomembno. Si prlaufala slovensko zastavo na vrh stopnic. Tako. Vrh stopnic, torej 11.764. Okay. Judita, kaj je tebe sploh pripravilo do tega, da si šla laufat po stopnicah? Ker, ena taka podobna zadeva, rečemo, pri nas je Red Bullov vzpon na planico. Tako. Sicer niso glih stopnice, ampak je kar velik klanc. Kje si našla stopnice? Zakaj? Ja, v bistvu začela sem s planico. Tam me je navdušila v bistvu za te krajše proge. Pa smo pa v bistvu videli tudi norci na štengah, ko so imeli takrat, so prirejali iz večjih tekov in sem se prijavila in tam sem osvojila kar lepe rezultate. Tudi druga sem bila v Sloveniji predstavnica žensk, se pravi izmed vseh teh tekov po stopnicah, tako da tam sem se v bistvu navdušila, pa ja, želja, veselje, ne vem, izpopolnjujete to. Tako nekoga maraton, mene tek po stopnicah. V bistvu ti delaš za ritko 2026, 2027. Ja, stopnice so dobre za to. Judita, eno vprašanje še, glede na to, da stara si 28 let. Ja. Zdaj v Švici je kar en precejšen del za tabo. Koliko časa pa sploh rabiš, da pretečeš teh 11.764 stopnic? Zdaj najboljša je rabila 1 uro pa 7 minut. Jaz sem pa rabila 1 uro pa 57 minut, ampak se mi zdi, da je kar lep rezultat. Če bi še malo bolj trenirala, pa še malo bolj potegnala, bi po moje tudi prišla med prve 20. Drugače pa od 119, 61 se mi zdi, da je zelo lep rezultat. Za prvič, za druga leta bomo pa videli, jaz se bom potrudila še. Ja, držimo pesti, ne, da boš še enkrat uspela usvojiti in mogoče izboljšala tudi svoj rezultat. Do takrat pa, Judita, se veš, čas nama je že skoraj da ušel, odletel. Ti boš pomogla zdaj nazaj na šihtet, zaradi tega, ker vem, da te pogrešajo, tako da pošiljava pozdrave tudi v spodnjo pisarno. Pa zahvala Aniti. Anita je v bistvu tista, ki me je pa v bistvu navdušila. Sodelavka. Ja, sodelavka, da se prijavim, tako da to moram povedati. Upam, da je Anita dobila zdaj tudi kakšno črešno, višno, kaj si mi prinesla danes? Črešne, rdeče črešne, rada jem, črne pa še rajši. Judita, ti pa zdaj hvala lepa, ker si prišla od laufaj seveda nazaj v službo in se mislim, da še slišiva prav kmalu, ker te čaka še sigurno kakšen zajeten zalogaj, kar se tiče štenk. Res je, hvala. Čau.